Višji odmik od tal, višji položaj sedenja, kompaktne mere in ekopogon. Danes so to želje velikega števila kupcev, a izbira takšnih vozil za zdaj še ni prav velika. Eden prvih, ki so svojim kupcem ponudili tak paket, je Hyundai Kona Hybrid. Na prvi pogled gre sicer za povsem običajno kono, a ta pod površjem skriva pogon, ki smo ga spoznali že pri hibridnem Ioniqu. Za tiste, ki na področju e-mobilnosti še niste čisto domači, Hyundai trenutno kono ponuja le kot klasični hibrid, ne pa tudi kot priključnega. To pomeni, da boste na tem vozilu zaman iskali vtičnico, kamor bi priklopili polnilni kabel. Baterija kone se namreč polni izključno preko rekuperacije električne energije ob zaviranju. Kapaciteta baterije hibridne kone tako ni velika, znaša zgolj 1,56 kWh. Na elektriko boste tako večinoma speljevali, obračali, parkirali in nežno križarili pri nižjih hitrostih. Ampak pozor, ob pametni rabi hibridne tehnologije te na prvi pogled zanemarljive ugodnosti postanejo ključne za nižanje stroškov mobilnosti. Pomembno je predvsem, da ste pri vožnji racionalni. To sicer ne pomeni vožnje po polžje, pač pa kar največjo mero predvidevanja, mehkobe in pa seveda dinamike v vožnji takrat, ko je to potrebno. Pomembno je, da pridobite izkušnje, kdaj avto vklopi bencinski motor. Le na ta način boste lahko prilagodili pospeševanje ali pa hitrost vaše vožnje, da boste čim več vozili na električno energijo. Pazite pa tudi, da čim manj silovito zavirate. Kona je vso tehniko hibridnega pogona podedovala od Ioniqa. Poleg elektromotorja avto poganja tudi 1,6-litrski bencinski motor. Ko s polno močjo delujeta oba hkrati, pa to še zdaleč ni vedno, razpolagamo s 104 kW oziroma 141 konjskimi močmi. Če tako želite, je lahko kona povsem zadovoljivo dinamična, a nas je bolj zanimala ekonomija oziroma poraba goriva. Na našem testnem krogu pri mešanem ciklu smo izmerili 4,6 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je približno 2 litra manj od klasične bencinske različice. Pri preudarni vožnji boste tako največ pridobili v mestih oziroma ob tekoči vožnji pri hitrostih do 90 km/h. Preudaren ali, če hočete, pameten je tudi sam avto. Sistem prepoznava naklon poti. Ob približevanju spustu sistem poveča delovanje elektromotorja, saj bomo lahko baterijo ob spustu napolnili. Pred približevanjem vzponu pa sistem poveča delovanje bencinskega motorja in tako napolni baterijo, da lahko ta poskrbi za manjšo porabo med vzpenjanjem. Pomembno je le, da v navigacijo, ki jo upravljamo prek zaslona na dotik, vnesete cilj svoje poti. Le tako bo avto namreč vedel, kako vam lahko najlažje pomaga, ker misli zaenkrat še ne bere. Mimogrede, zaslon v koni je mnogo boljši od večine tekmecev. Do zdaj ste verjetno že opazili, da Hyundai s hibridno kono ni eksperimentiral. Tako zunaj kot znotraj je enaka klasični različici. Edina razlika so posebna alu platišča, ki pri drugih različicah niso na voljo. Kona Hybrid je namenjena tistim, ki pogledujete proti električnim vozilom, a zanje še niste pripravljeni plačati praviloma precej višje cene. Za primerjavo, Kona Hybrid je cenovno bližje klasični različici kot pa popolnoma električni koni. Od klasične je dražja za približno 7000 evrov, od popolnoma električne pa je cenejša vsaj za 9000. A moramo dodati, da gre za električno različico z manjšo izmed dveh razpoložljivih baterij. Če si želimo večji doseg, bo cenovna razlika narasla že na 11 000 evrov. Iščete torej avto, ki ponuja višji odmik od tal, višji položaj sedenja, kompaktne mere in ekopogon? Kona Hybrid ponuja skoraj enako izkušnjo od svoje klasične različice s privlačnim dodatkom nižje porabe. Na našem YouTube kanalu je na voljo še nekaj podobnih vsebin. Vabljeni k ogledu.